Bitcoin je dosegel novi all-time high, točno tarčo, ki smo jo pričakovali. Ampak, kdaj bo dosegel 100 tisoč? Teh težko pričakovanih 100 tisoč. No, to si bomo danes ogledali, poleg tega si bomo ogledali tudi, kako gre projektu Pepu. In že ko smo pri meme-coinih, si bomo ogledali tudi, kako gre meme-coin dominanci, ki smo si jo ogledali v prejšnjem videu. Kar precej stvari bo, tako da predlagam, da kar začnemo. In najprej si bomo ogledali Bitcoin, dnevni graf in samo poglejte to, kaj smo dosegli v tem zadnjem času. Končno smo prebili tole konsolidacijo, ta naš bikovski vzorec, ki smo ga imeli, 8-9 mesecev, in potem smo prišli točno do te naše tarče tukaj, tegale bikovskega vzorca. No, kaj se zdaj dogaja? Trenutno smo bili malček prekupljeni in očitno se tukaj RSI mora malček ohladiti. Včeraj je bilo tudi kar precej prodaje, ta svečka nekako je podobna bearish engulfing svečki, zdaj bomo videli, če jo bomo potrdili. Kar bi zdaj jaz gledal je, kje bomo mi naredili podporo. In imamo eno manjšo podporo tukaj, to je na okoli 75 tisoč, zdaj ta največja podpora pa je tukaj na okoli 70, pa vse tam nekje do 73 tisoč, kot vidimo tukaj, kolikokrat smo udarjali gor, pa nam nikakor ni uspelo iti preko tele meje, no zdaj nam je ratalo in dosegli smo našo tarčo 90 tisoč, oziroma šli smo še malo čez, prišli smo tam čez 93 tisoč. No in kar bo treba zdaj gledati je, če je to vrh, dokot bo prišel popravek. In ja, ta prva tarča, kot sem že omenil, je tukaj, do 75 tisoč, zdaj ta glavna je pa tukaj na 72 tisoč. Od tukaj bi jaz vsekakor gledal, da dobimo odboj in potem šibamo naprej gor tudi do 100 tisoč in morda še dlje. Zdaj en popravek moramo dobiti, naj vas ne bo nič strah, to je tudi zdravo za bikovski trend. Ta druga stvar, ki bi jo gledal ob teh podporah, je tudi RSI. Kaj bomo naredili pri RSI-ju? Se bo zgodila morda kakšna skrita bikovska divergenca? Kot vemo, skrita bikovska divergenca nakazuje, da se bo rast nadaljevala. Moram pa reči, da smo tole tarčo, teh 90 tisoč, po preboju in po testu tele linije kar hitro dosegli. Tukaj smo v bistvu v enem tednu smo dosegli tole tarčo izjemno hitro. Tako da tudi tale naš bikovski scenarij bi se lahko kar relativno hitro izvedel. Ne smemo tudi pozabiti, smo trenutno v najbolj bikovskih mesecih leta, tako da bo treba to vsekakor še spremljati, kar bomo vsekakor delali na tem kanalu, zato se ne pozabiti naročiti, da ne boste kakšnega videa zamudili. Pa dajmo si pogledati še, kako gre kaj Pepu projektu. To je projekt, ki ga predstavljamo v sodelovanju s cryptonews.com. In njihov cilj je, da naredijo boljši Pepe. In to bo v bistvu prvi Layer 2 meme-coin. Zdaj, tukaj lahko vidimo, da so zbrali že 31 milijonov in en Pepu je trenutno vreden tukaj 1 cent, oziroma že več kot 1 cent. 1,2 oziroma 1,3 cente. Najpomembnejše je pa tole. To je zdaj ta zadnji krog. Samo še 27 dni je na voljo, preden se lista na ta velike menjalnice. Kot vidimo tukaj, po 27 dneh bo listan na Tier 1 menjalnicah.
Kupi se ga lahko z Ethereumom, USDT-jem ali kreditno kartico. Tukaj imate tudi opcijo nakupa z BNB-jem. Kot vemo, Ethereum gas fiji so izredno dragi, zato bi se morda splačalo kupiti z BNB-jem, ampak če se ga kupi z BNB-jem, se ga ne da stejkat. Kar je tudi za razmisliti, marsikdo teh stvari ne stejka in potem čim pride kakšna zadeva na menjalnice, prodajo. Zato tudi lahko pride do padcev ob teh primerih, tako da vsekakor v razmislek. Zdaj, Pepu smo že večkrat obravnavali na tem kanalu, vsekakor priporočam, da si ogledate prejšnje videe. Izpostavil bi še tukaj tole povezavo na njihovo belo knjigo oziroma white paper, to si je vsekakor potrebno v celoti prebrati, preden se kamorkoli investira, in imajo narejene tudi revizije, vidite tukaj, CoinSult in SolidProof, kar 2 reviziji, in tukaj ponavadi vedno pogledajo tudi samo kodo projekta, če so morda kje kakšne nevarnosti in če so jih že odpravili, tako da vsekakor tudi to si je treba vse pregledati. Za kontakt, v slučaju, če gre karkoli kaj narobe, imajo tukaj X oziroma bivši Twitter in pa Telegram. Ampak tukaj je treba tudi paziti, da preverite, s kom se pogovarjate, če je res to moderator skupine. Ker hitro se lahko zgodi, da se kdo predstavlja za kakšnega moderatorja, pa ima v bistvu čisto druge namene. Glavna stvar, ki si jo je treba zapomniti, je ta. Čim nekdo zahteva od vas kakšne občutljive finančne podatke, ga je treba takoj blokirati. In na koncu seveda še opozorilo, to je meme projekt, kar v bistvu tudi že samo ime pove. Tukaj se gre dobesedno za igro. Poleg tega pa je to ICO, kar pomeni, da se gre za vlaganje na podlagi ideje, kar v bistvu dela investicijo še bolj riskantno. Tako da, če se morda vlaga karkoli v to, se dejansko vlaga samo tisto, kar ste pripravljeni pogrešati, in to je drobiž. In ko smo že pri memecoinih, dajmo si pogledati še memecoin dominanco. Kako pridete do tega grafa, sem čisto natančno vse obrazložil v prejšnjem videu, tako da vabljeni, da si ga ogledate. In tudi v prejšnjem videu sem omenjal, ali so memecoini slučajno pred eksplozijo. No, in ni dolgo trajalo od tega, ko smo dobili tole ven. Zdaj, največje zasluge tukaj nosita Doge in pa Pepe. In na podlagi njih smo prebili tudi tale prejšnji vrh. In kar bi zdaj gledal, je, da tukaj naredimo tudi podporo. Torej, trenutno smo na nekje 2,91%. Ta podpora se pa nahaja na 2,39%. Tako da, kar bi tukaj gledal, je, da gremo tukaj narediti podporo, se od nje odbijamo in rastemo še naprej gor. Memecoini so kar precej priljubljeni, ampak seveda je tukaj treba malo paziti. Zato, ker to so v bistvu bolj kot ne ikone, niso neki projekti z nekimi fundamenti od zadaj. Zdaj, če pa slučajno izgubimo tole podporo, bo pa treba gledati naslednje meje, tole široko mejo tukaj, ki smo jo sicer kar z lahkoto prebili navzgor, ampak ta najpomembnejša meja je pa tale tukaj, kjer smo delali kot neke vrste narobe obrnjeni glava in rame, oziroma vzorec narobe obrnjenega glava in rame. Če lahko označim, tukaj imamo eno ramo, pa tukaj imamo glavo in tukaj ta drugo ramo. To je bikovski vzorec, ki se je potem zelo, zelo lepo izvedel. No, tole mejo na 1,80%, te meje pa potem nikakor ne smemo izgubiti. Čeprav po mojem bi bilo tudi že dosti vprašljivo, če izgubimo že tole mejo na 2,38%. Ampak čas bo povedal, vsekakor bomo to spremljali še naprej, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal.
Zdaj, popravek je seveda tudi pričakovan, glede na RSI smo bili pred kratkim kar prekupljeni in seveda se more tudi malček ohladiti vse skupaj. Bo pa zagledati tukaj, če tu naredimo dno, kaj bo v tem primeru pokazal RSI. Ali bomo spet dobili kakšno skrito bikovsko divergenco, ki bo nakazovala nadaljevanje rasti. No, in v tem primeru je tukaj ta odboj tudi najbolj mogoč. Naj se zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda v zameno dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do mojega dnevnika tehničnih analiz in s drugim paketom dobite dostop do Discorda, kjer spremljamo kriptovalute tudi na nižjih časovnih intervalih. Tako da v bistvu dobite še boljši občutek, kaj dejansko spremljam. Poleg tega pa imajo patroni tudi popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do dneva nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje, kar lahko pomeni tudi, da nekateri patroni lahko nakupujejo zastonj. No in že ko smo pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Zbralo se je že nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI in tukaj je tudi ARI. To je indikator, ki pokaže, kam na kriptotrgu se prenaša denar oziroma kam se giblje denar. Ali se pomika v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Če morda mislite, da so te informacije uporabne še za koga, kakšnega vašega kolega, delite ta video z njim. Vsekakor pa tudi mene zanima, kaj si vi mislite o teh tehničnih analizah. Sem morda kaj spregledal? Ste morda vi še kaj opazili drugega? Kar napišite spodaj pod komentarji in začnimo debato. In seveda na tem kanalu se obeta še ogromno zanimivih videov in edini način, da jih ne zamudite, je pač, da se naročite na ta kanal in nastavite obveščanje. Samo tako vas bo YouTube takoj obvestil ob vsakem novem naloženem videu. To bo tudi to za danes. Jaz vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.